Ja, pred leti smo v DVSoftu ugotovili, da kar velik delež prihodkov ostane na strani prodajne mreže in če ta prodajna mreža ni v naši lasti, potem seveda tudi ne moremo združiti kompletno finančni del, kar smo ustvarili nekako pod eno streho. Zato smo se odločili, da bomo šli ustanavljati svoja podjetja. Začeli smo v Evropi, Avstrija, Nemčija, no potem pa naprej še v Ameriko, Singapur, Rusija. Največkrat smo se odločili prodajno mrežo narediti, ker smo imeli v tisti državi že zelo stabilnega in pa dobrega partnerja. Drugi načini so seveda bili pa potem tudi, da smo v sodelovanju povabili naše stranke, ki so bile dobro spoznane s tem, kar počnemo in so to tudi s pridom uporabljale v svojih podjetjih. Ali smo šli pa na sejme ali kaj podobnega in ugotovili, kdo podobne stvari dela in kdo si želi prodajati mogoče boljših produktov, kot jih je prodajal do takrat. Tako da takrat smo pa že uveljavljene zastopnike, ki so bili lokalno uveljavljeni, sprejeli našo trgovinsko mrežo in potem nekako konsolidirali. Prav, nič se naredi v dnevih, tudi tukaj imamo zdaj izkušnjo nekako, da potrebujemo 2 do 3 leti, da nova država, nov trg postane nekako dobičkonosen in da nas tam prepoznajo in da nekako z neko varnostjo kupujejo naše izdelke. Sodelujemo praktično z vsemi podjetji v avtomobilski industriji, potem v aeronautični industriji, vesoljski, tudi že kar pokrivamo velik del trga, potem pa v distribuciji električne energije v industriji, tako da je naše področje uporabe naših inštrumentov je zelo široko, kar nam daje tudi neko varnost pri poslu. Najprej je potreben res vrhunski izdelek. Dejansko lahko tudi pri nas ustvarjamo takšne izdelke, samo pač določena stopnja volje, znanja je potrebnih in potem tudi velika podjetja nekako to prepoznajo in da sključijo svoje projekte.